dajemo zdaj besedo direktorju akademije, socialne akademije v Ljubljani, Mateju Cepinu. Samo ena majhna povezava, še je moja naloga. Zdaj med malico ste nekateri rekli, ja, ste povedali primere, ki se nam resnično dogajajo. Ne? Sem vesel, to je bila naša, že smo vsi trije veseli, mislim, da lahko rečem v imenu vseh. Refleksijo Boštjanovo z bolj teološkega vidika ste tudi, kakor sem razumel, sprejeli kar dobro. Zdaj povabim še en korak naprej, morda nekoliko bolj tehnične narave bo ta korak. Na osnovi tistega, kar smo slišali povratnih informacij drugih tečajev, ne se ustrašiti izrazov, ki jih s Prižence niste vajeni, ampak so zelo domači. Le poslušajte, spremljajte primerjavo, boste videli, čeprav bo Matej rabil kakšen drugi izraz, ki ga mi v vsakdanji govorici ne poznamo tako zelo, bo v bistvu govoril o nas, ves čas. In boste videli, takoj bodo povezave narejene, tako da kar potem za njim se pa jaz vrnem nazaj. Hvala, Slavko, za pripravo terena. Kot vidite, se trudimo timsko delovati in ker je bila vmes seja tajništva Slovenskega pastoralnega sveta, smo zbrali poročila iz vseh 5 dosedanjih izvajanj in kot vidite se izboljšave te 6, žal zadnje izvedbe pastoralnega tečaja že poznajo direktno v praksi. Sem Matej Cepin, eden od predstavnikov tistih ciljnih skupin, ki niso bile eksplicitno omenjene v uvodnem pozdravu. Nisem ne škofijski duhovnik, ne redovni duhovnik, ne redovnica, ne katehistinja, ampak čist navaden moški laik, ki bo poskušal narediti en korak ne globlje mogoče, ampak naprej od tega, kar je imel Boštjan. Sam Boštjanovo predavanje vidim kot obče človeško. To, s čimer se je Boštjan ukvarjal, to so te 3 skušnjave, pa postsekularna družba, pa svet trenutek ob srečanju s sočlovekom. To pravzaprav bi lahko za zelo malo prilagoditvami veljalo tudi za vsakega drugega, ne samo za voditelja. Jaz bom pa poskušal prav poudariti to besedo, ki jo vidite napisano, besedo voditelj, in vsak voditelj mora biti najprej človek. Ne? Jaz se bom pa ukvarjal s tem zdaj, ko smo že približno nam je jasno, kakšen človek moram biti, se ukvarjal z vprašanjem, kako nekako narediti, razviti svojo voditeljsko identiteto, na nek način svoj voditeljski profil, svojo voditeljsko karizmo, če lahko tako rečem. Zdaj, ko govorimo o voditeljih, seveda nam na pamet pridejo najprej znani voditelji, mnogi iz zgodovine, ki se je ravno kar odvijala, naprimer bivši papeži, predsedniki raznih vlad, svetniki, politiki in podobni. In vprašam se, ja pa kaj imam jaz s temi ljudmi? A je res med temi ljudmi in menoj tako velika podobnost, a je ta presek med temi ljudmi, ki so zdaj na prosojnici in menoj, res tako velik, da se splača prav o meni razmišljati kot o nekem voditelju. Ali mi bo to karkoli pomagalo pri mojem bodočem delu, če bom o sebi razmišljal kot voditelj. Moja teza je, da nam lahko pomaga, tudi meni osebno je pomagalo razmišljati o samem o sebi kot o voditelju. Bom vas pa najprej v prvem delu tega predavanja poskušal prepričati, zakaj sploh govoriti o vodenju, torej bom odgovoril na to dilemo. V drugem delu bom poskušal to vodenje bolj natančno opredeliti, kaj vodenje je. In v tretjem delu bom predstavil en sistem 6 korakov, kako izdelati ta svoj voditeljski profil. To bojo neka vprašanja, ki si jih boste lahko postavili malo v mislih že ob tem predavanju, v večini pa lahko, recimo, če bi si kdo vzel čas doma za en razmislek. Ravno zato, ker sem predstavnik tiste manjše ciljne skupine, je že Slavko pravzaprav to povedal, ne? Morda bo treba kdaj kakšno stvar prevesti ali kakorkoli, bi pa rad ravno zato, da me boste znali umestiti v nek kontekst, povedal čist iz katerih izkušenj bom črpal. Te izkušnje so hkrati za takole moško družbo je zelo važno, da si povemo, kjere reference imamo. Ne? Te izkušnje so hkrati na nek način reference, torej o čem sem že razmišljal
hkrati pa vam pomagajo, da me boste znali umestiti in s tem prenašati v svojo prakso. Torej, prva stvar, iz katere bom črpal, je vodenje Socialne akademije. Socialna akademija je nevladna organizacija, ki smo jo ustanovili leta 2004, uradno ni del cerkve, ampak seveda smo si izbrali tako približno kot skavti, s tem, da so krščanske vrednote za princip svojega delovanja in tudi približno tako kot skavti smo nekje na robu tistem. Prejle je bila izrečena, da cerkev ima to dodano vrednost, to dodatno moč, da jo vodi Sveti Duh. Jaz zdaj ne znam Socialne akademije pozicionirati, a jo vodi Sveti Duh ali ne, ker ne vem čisto točno, ali smo znotraj cerkve ali nismo, ali kako je s tem. Torej, Socialna akademija kot neka taka umestna se pa razlikuje recimo od skavtov potem, da ni članska organizacija, torej da je zavod, ne može se včlaniti v Socialno akademijo. Potem izhajal bom iz svojih izkušenj mladinskega dela, kjer sem bil skavtski voditelj dolga leta na različnih nivojih, animator in pa kot zaposlen na društvu Mladinski ceh vodja Mladinske akademije, ki je bila v bistvu neke vrste alternativna šola za animatorje. Izhajal bom iz svojih izkušenj pri snovanju dokumenta PIP, pridite in poglejte, ki ga sam dojemam kot neke vrste orodje za vodenje v cerkvi. Tako kot za pograbati nek travnik potrebujemo grable, jaz mislim, da za upravljanje voditeljske vloge v cerkvi nujno potrebujemo orodje PIP. Iz tega bom tudi izhajal. Potem bom izhajal iz izkušnje moderiranja različnih načrtovalnih procesov. Kaj to pomeni? Če te neko telo, nek subjekt, neka nevladna organizacija, dijaški dom ali pa škofijski odbor za mladino ali pa kdorkoli povabi, mi bi pa radi nek svoj načrt naredili, svoj pastoralni ali pa strateški ali pa razvojni načrt in bi tebe rabili kot moderatorja. Jaz večkrat nastopam v vlogi moderatorja in tam se mi razkrivajo tudi hotenja neke organizacije potem, da bi se spremenila, pa da bi nekaj dosegla, pa hkrati tista nemoč, kako to storiti. In pa zadnja izkušnja, ki bi jo rad omenil, je vodenje usposabljanj za voditelje. To so usposabljanja vodim torej sem, ki jih skupaj s prijateljem in kolegom Alešom Čerinom vodiva na Socialni akademiji. Gre za take treninge 50-60 urne, ki se jih udeležijo zelo različne ciljne skupine. Od direktorjev, duhovnikov, predstojnik redovne skupnosti je že bil, vodji lokalnih župnijskih karitas, potem vodje ravnatelji raznih dijaških domov, gorski kmetje, ki so vodje kmetij, tudi velikega dela ozemlja, skoraj ena župnija že lahko. In v bistvu, kar je vsem tem različnim profilom skupnega, je vodenje. Iz teh izkušenj bi rad izhajal, toliko, da me znate nekako umestiti. Zdaj, Boštjan je prej že veliko govoril o postsekularni družbi, jaz čist kot pastoralni delavec na nek način opažam tudi podobne probleme, ki se pri meni manifestirajo v tem, da ljudje želijo kar vse storitve takoj, ne bi sploh vstopali v neko občestvo, ampak bi kar sami bolj ali manj vse posrkali in pol izpili in zavrgali, da želijo tudi takojšnji odziv, da prav zelo dolgo se trudili ne bi, da je neka nestalnost, nestabilnost tudi, da nič ni strukturno zagotovljenega in tudi, da velikrat nič ni dovolj dobro. Zdaj, te oblačke lahko prepoznamo v tisti mojci, ki jo je Slavko omenjal, lahko pa te oblačke prepoznamo tudi v našem delovanju in vi duhovniki in mi kot laiki, ki se trudimo na nekem področju angažirati, motivirati, voditi, opažamo, da mogoče niti osnovni pogoji sploh niso izpolnjeni. Jaz se velikrat vprašam, a sem sploh še poklican za to, a sploh še razumem te ljudi, a res sploh lahko še pridemo skupaj, podobno kot ta župnik in Mojca ali pa župnik in ŽPS v prejšnjem primeru. In to je ena analiza stanja, ki je zame zelo zaskrbljujoča, mene to matra. Na drugi strani pa imamo visoke cilje. Mi imamo zdaj dokument, pridite in poglejte, ki je jasen v tem, da ne želimo dodatnih aktivnosti, dodatnih stvari, ampak da gre za notranje spreobrnenje, pastoralno spreobrnenje, ki pač more producirati osebno vero, živa občestva, več
poti k izvirom in tako naprej. Ampak vendarle so cilji visoki. Če nekdo ne gre skozi proces, pa vidi te cilje, poglobi osebno vero v tvoji župniji. Kako, ne? Poglobi živa občestva. Ok, koliko skupin imamo, koliko jih mora biti še novih, ne? Pot k izvirom. Ja, že tako si ljudje nimajo vzeti časa, sploh se ne znajo umiriti. Kako naj jaz poglabljam, ne? Poklicanost. Kako poklicanost, če še, ne vem, sploh osnovne refleksije ne naredimo, kako zdaj poglabljati poklicanost župljani, na primer, in tako naprej. Torej, dojemam na en stran tole analizo stanja, kje smo, in visoke cilje, ki nam jih nalaga PIP na drugi strani, in pravzaprav vmes en velik prepad, ko pravzaprav ne vemo, kaj sploh narediti med tema dvema. Mi smo na enem bregu, na drugem bregu so teli cilji PIP-a, vmes je nek prepad. In velikrat kar obupamo, ali pa vsaj začasno obupamo in rečemo, domnevam, da v vaši škofiji se tega še več pojavlja s pričo tega, kako ste bili vi vodeni v zadnjih nekaj letih, da se taki, vsaj teli, ne, se veste, kako je v stripih, vsaj teli skrokci, da si misliš, tudi če ne poveš, ne, ker teli strikotnički so, da poveš, ne, oni skrokci so pa, da si sam misliš, ne, da se vsaj teli skrokci že pojavljajo, ne, se pravi, se sploh splača truditi, preobilica dela, pa kakšen je sploh učink, kdo sploh to potrebuje, a smo sploh verodostojni, vsi samo pričakujejo, nihče pa ne bi nič prispeval in tako naprej, ne. Se mi zdi, da na ta prepad, ne, so taki odzivi in da že mi malo zgubljamo notranjo moč in vi duhovniki kot mi laiki. Zdaj, očitno bo treba nekaj spremeniti, očitno tako kolesje dolg časa ne bo moglo več iti naprej in zdaj, če je cerkev v neki družbi, ne, cerkev je nek organizem, ki je postavljen v neko družbo in če je idealna situacija, je seveda, da je cerkev kockica, ne, družba je tudi kockica in ker smo vsi kocke, se razumemo med sabo, ne, in stvar lepo teče, ne. Ampak problem je, če je družba piramida, mi smo pa še zmer kocka, ne bom rekel, da je to povezano nujno s tem, da smo 200 let zadaj ali pa kakorkoli, ampak vprašanje, ki se pojavlja je, kaj zdaj, kako se lotiti spreminjanja? Ali še bolj zagnano spreminjati okolje, še bolj zagnano oznanjati in spreminjati okolje, ali še bolj zagnano spreminjati cerkev, spreminjati predvsem sebe, pa mogoče malo pustiti okolje, pa malo sebe reflektirati, pa sebe spremeniti. Kje je ta, itak se najbrž vsi strinjamo, vsak, ki ima vsaj 14 let, ve, da obstaja neka prava mera, neko ravnotežje med tema dvema, ne? Ampak kje je to ravnotežje med spreminjanjem okolja, pa jeti navzven, v tem trenutku slovenske cerkve in kje je na drugi strani to ravnotežje med tem, dajmo malo pustiti, pa se majčkan več za odtenek bolj, ne, saj to ne pomeni, da zdaj vse pustimo, ampak dajmo se za odtenek bolj pa ukvarjati s sabo, pa s spreminjanjem sebe, pa svojim lastnim pastoralnim spreobrnenjem. Kje je ta prava meja, ker vidimo, da čez ta prepad drugače, kot da se zgodi leva ali pa desna situacija, ne bomo mogli iti. Zdaj, moja teza je, da vsaka organizacija, ne, zdaj lahko bi tudi tukaj gor še Svetega Duha narisali, to sploh tega ne izključuje, ampak zdaj imam v fokusu samo to človeško delovanje. Vsaka organizacija si zastavi neke cilje. Zdaj, a so te cilji, ne, priznajmo si, imamo cilje, vedno, ne, ker smo tako ustvarjeni, da imamo cilje. Cilji počivajo na naših strukturah. Recimo, če se neka država odloči, da bo več dala za znanost, denarja, bo ustanovila Ministrstvo za znanost. Prej je bilo mogoče to pod izobraževanjem, zdaj bo pa Ministrstvo za znanost, ne. Torej, če želimo neke cilje uresničiti, moramo nujno spremeniti strukturo, da se bojo te cilji zares uresničevali. In če imamo samo cilje, strukture se pa ne spremenijo, najbrž ne bomo dovolj dobro teh ciljev uresničili. Je pa še en hujši problem. Tako kot cilji počivajo na strukturah, tako tudi strukture počivajo na ljudeh. In če se ne bomo notranje spreminjali ljudje, se tudi strukture ne bojo spremenile. Kakorkoli jih bomo uzakonili, v statute dali, če se ne bomo spremenili mi kot ljudje, se te strukture tudi ne bodo spremenile. Zdaj, kako poriniti nek PIP, ki je na ravni ciljev, ne? PIP je ta zgoren trikotnik. In če recimo verjamemo, da je PIP prava pot, ne? Da je prava pot v iskanju srečanja s Kristusom, v poglobitvi občestva, v srečevanju te osebne ranjenosti,
v biti vodja, mrežati se kot voditelji, ne? A smo pripravljeni tudi spreminjati strukture ali ne? A naši škofijski in medškofijski organizmi s pastoralnimi sveti, z pastoralnimi službami, s temi grejo v smeri PIP-a ali ne? Ko smo si kot cilj zastavili PIP, kakšne strukturne spremembe so se posledično zgodile? Recimo, ena ideja bi bila, dajmo imeti namesto teh vseh mogočih komisij 5 komisij za 5 ciljev PIP-a, 5 pastoralnih izzivov PIP-a. Pa naj bo ena komisija k izvirom, torej za poglabljanje molitvenega življenja, pa tega, druga naj bo za poklicanost in poslanstvo, torej za to, da odkrivamo te razne duhovniške in laiške karizme in jih poskušamo okrepiti v njihovem delovanju. Tretja naj bo za živa občestva, se pravi, da izdajamo, podpiramo občestva s priročniki, z vodenjem, z vsemi mogočimi stvarmi. Četrta naj bo za spravo in odpuščanje, peta za to solidarnost. In naj bo to 5 ministrstev, ne, to ni čisto iz trte zvito, ne, je možno znotraj obstoječe strukture tako prioritete postaviti. Ampak, a smo sploh te cilje spremenili, te strukture spremenili. In tudi, če strukture bomo spremenili, če ne bomo spremenili sami sebe, to, kar je Branko Cestnik govoril prejšnje leto na pastoralnem tečaju, o pastoralnem spreobrnenju, se bo ta PIP in vse strukture, ki jih bomo spremenili, zrušilo, bo padlo dol. Mi bomo še vedno ostali tam, kjer smo bili, vse skupaj bo pa padlo dol. Torej, spreminjanje samega sebe, ki je sicer težak proces, je praktično nujno, da se bo karkoli zgodilo. Je pa to težak proces ravno zaradi tega, ker se moraš za spremembo premakniti izven svoje cone udobja. Kaj je cona udobja? Cona udobja je tista krogla, znotraj katere se počutim kamot. Tista, ki sem jo navajen. Ko se zbudim, pa ko vem, da dan bo šel bolj ali manj lepo skozi, takrat najbrž se v tistem dnevu, če bo šel lepo skozi, najbrž ne bom blazno veliko spreminjal. Mogoče se bo v meni nekaj klilo, ampak prav blazno velikih sprememb se pa ne bo dogajalo, ne? Sem ter tja je kdaj potrebno iti izven cone udobja, v angleščini se reče comfort zone, ne, cona udobja, in potem greš ven, se zunaj zgodi learning zone, cona učenja, ne. Ko greš pa še bolj ven, se pa zgodi panic zone, cona panike, ne. Takrat, ko je pa res preveč teh impulzov, se pa tudi učenje neha in to konstruktivno spreminjanje se neha, ampak postane panika, ne. Zdaj, ta spreminjanje samega sebe zahteva, da gremo iz te lastne cone udobja v cono učenja. To je pa vedno težak proces, približno tako težak, kot je bil prehod Mojzesa in njegovega ljudstva skozi Rdeče morje, ne. Zahteva, da zaupaš, zahteva, da greš, čeprav ti ni nič jasen, zahteva, da Bog še zraven posreduje in v bistvu dajmo se vprašati, če se res želimo spreminjati, a se čisto res želimo spreminjati, dajmo se vprašati, kaj je Mojzesa gnalo, da je sploh šel v to? Kaj ga je sploh gnalo in ali nas to isto žene ali ne? Zdaj, itak, nekaj je bila Mojzesova poklicanost kot voditelj, o tem nekoliko kasneje in da je pač bil toliko v stiku z Bogom, da je vedel, da to more narediti. Ampak čisto fizična, dva fizična dejavnika sta bila, ki sta ga gnala. Prvi fizični dejavnik je bil faraonova vojska od odzadaj. Ne? Če je ne bi bilo, ne vem, če bi se oni spravili skozi Rdeče morje. Ne? Kaj je za nas ta faraonova vojska? Ja, število krstov upada, število porok upada, število veroučencev upada. Ne? Če to ni vojska, ko ekstrapoliramo, ne vem, tisti, ki poznate matematične izraze, ne? Ko premico potegneš še v prihodnost, vidiš, da ne vem, v 9 letih bomo dosegli že negativno število krstov. Ne? Sreč to ni možno, ne? Nekje se bo mogel ustaviti, ne? Tako kot rečejo Američani. Dobra novica je to, da je toliko slabo, da slabš ne bo mogel biti. Ne? Torej, to je taka vojska od odzadaj, ki nam pa res more reči, ok, joj, lovijo nas, bežmo, nekaj moramo narediti. Ne? Ampak ta razlog ni dovolj. Jaz vidim v cerkvi ogromenkrat je razlog to. Se pravi, joj, župniki ne moramo več vsega, dajmo poživiti laiške karizme. Ne? Joj, ta župnik je zbolel, dajmo začeti razmišljati o združevanju župnij. Ne? To je ta vojska od odzadaj, ki je v bistvu negativna motivacija in je pravzaprav frustrirajoča.
Zakaj ne bi rajš uporabili ta drugega razloga? Tistega, ki je spredaj. To je pa obljubljena dežela spredaj. Ne? Poleg Mojzes ima pravzaprav dva razloga, da pelje ljudstvo skozi Rdeče morje. Vojska zadaj in obljubljena dežela spredaj. Zdaj, obljubljena dežela spredaj je zame v menedžerskem smislu vizija. In moja glavna teza za to predavanje je, spreminjali se bomo le, če si bomo nekaj zares, ampak čisto zares želeli. Kaj si jaz osebno čist zares, tudi ko sem čist crknen, želim. Ampak ne sam želim, ampak toliko močno želim, da tudi ko sem že čist crknen, mi je to še vedno vredno. Mi je to še vedno vredno dati čas za to. Pa tudi, če ne zmorem, še vedno vem, da to pa je vredno. Ne? Kaj je tista moja res želja, tista moja osebna vizija, tista moja osebna obljubljena dežela, ki jo želim doseči? Ne? Vizija je vedno odmaknjena v prihodnost. Se pravi, to ni neko stanje, ki je sedajle. Ampak moram sanjati nekaj, tudi če je to na duhovni ravni, nematerialni. Ne? Najlažje je sanjati za nas moške, bomo zgradili tako poslopje, bomo imeli toliko skupin, bomo imeli toliko našparanga, da bomo lahko ne vem kaj. Ne? Te materialne stvari je lažje sanjati. Ampak tudi v nematerialnih stvarih se splača. Recimo, ne vem, pri meni za socialno akademijo, kaj bi bila lahko vizija, ne? Da bomo mi kot kolektiv se dobro razumeli, da bo pripadnost višja, da bomo, ne vem, znanje znali zbirati in ga prinašati noter in ga ven tudi deliti, recimo. Ne? To so take nematerialne vizije, ki se jih tudi da sanjati. In to je ta obljubljena dežela, ki po moje more biti nujno naša motivacija, ne pa samo ta frustrirajoča vojska, ki prihaja za nami. Zdaj, na čem pa temelji naša vizija? Mislim, da naša vizija temelji na našem poslanstvu. Mi, če damo, kot prav pater Vili Lovše, jezuit, najbrž ga poznate nekateri, koliko je ko grem v duhovne vaje v tišino, koliko je tam mene, koliko je pa odprtega prostora, tako kot en sir z luknami, ne, da pride Bog noter. Ne? Koliko je v tej viziji mene, pa tega, da se bom jaz postavil, jaz čist priznam, pri vodenju socialne akademije, meni je uspeh, ko dobimo nek projekt in ga tudi če ga z dobrimi nameni, ampak če ga ne dobimo, mene osebno malo potre, če ga dobimo, mene osebno malo razveseli. A ne? Koliko je v tem mene, koliko je pa tega Božjega. A ne? In če moja vizija ne temelji na poslanstvu, na tem gorečem grmu, ki sem ga doživel nekoč v preteklosti in se mi najbrž, če je bil to ta prav goreči grm, se mi najbrž še vedno ponavlja, takrat bo vizija dobra. Jaz osebno nisem duhovnik, sem se tudi spogledoval z različnimi možnostmi, kako to edino življenje na tem svetu investirati in da bo sploh vredno ga živeti. In sem hvaležen zdaj, da sem šel skozi ta proces, ki mi ni bil lahek, in sem hvaležen in se s hvaležnostjo spominjam vseh svojih gorečih grmov, pa naj bo to srečanje z mojo ženo, prvo, pa drugo, pa tretje, pa naj bo to tista noč na duhovnih vajah v Nazarju, ko mi je vse dol padal, ko nisem več vedel kaj, pa naj bo to, ne, zdaj ne bom rekel, da je v vseh Bog govoril, ampak vsi so bili neki taki goreči grmi, ki so me zaznamovali za celo življenje. Ne? In vsak od nas ima te goreče grme in če se jih ne spominjamo, tudi tele vizije, o kateri sem prejle govoril, ne more biti. Ne? Na teh treningih vodim, torej prav delamo eno vajo, kaj so bili moji goreči grmi po metodah biografskega učenja, greš skozi svoje življenje in poskušaš odkrivati, kje so bili moji goreči grmi in k čemu so me nagovarjali, k čemu so me peljali. In ta k čemu so me peljali je pravzaprav že kontura te vizije, ki jo moram imeti, da bom šel lažje čez to svoje Rdeče morje. V menedžerskem smislu sta to poslanstvo, ki je goreči grm v moji metafori, in vizija, ki je v moji metafori obljubljena dežela, povezana matematično gledano tako, da je poslanstvo nekaj, kar ves čas v meni bije. Ta goreči grm je stalno v meni. To je skozi časovno premico skozi. Vizija je pa ena točka v prihodnosti, ki jo sanjam in ki si jo zares želim. Kaj
opažam, da v slovenski kulturi nam, ne vem, a nam ni bilo dovoljeno sanjati, ali ne znamo tega ubesediti, ali sploh ne čutimo tega dostojanstva, da bi lahko mi sanjali neko prihodnost in da bo že Bog poskrbel, da če so te sanje preveč polne mojega lastnega ega, da se bojo sesule. Če pa niso, bojo pa blagoslovljeni. Ampak dajmo uporabiti to moč, ki jo imamo, da sanjamo to prihodnost. Torej, poslanstvo kot premica na časovni osi in vizija kot neka oddaljena točka na tej premici v prihodnosti, ki jo jaz sanjam. In poglejte, ko imaš enkrat poslanstvo in vizijo, se vsakdanjik, ki je poln opravkov, spremeni. Lejte, to je tipičen moj vsakdanjik ali pa vaš, ko je en opravk, je vektor, ne? Jaz sem taka bolj matematično-računalniška dušica, vektorska vsota je pa to, kaj sem v tem dnevu naredil. Ne? Torej, prvi opravek je prvi vektor, drugi opravek je drugi vektor, tretji opravek, četrti in peti opravek. Lejte, pa saj sem kar nekaj naredil. Vidite, kako je od prvega do zadnjega krogca lepa pot. Ne? In tudi lepo vsota skupaj je kar lepa. A ne? Torej, dan je imel nek učinek, super. Potem sem pa razmišljal o svojem osebnem poslanstvu in sem na svoj dan pogledal v luči mojega osebnega poslanstva. Pa sem opazil, da pravzaprav sej dan je bil res lepo v skladu z mojim osebnim poslanstvom, ampak vendarle tele dve aktivnosti, drugi pa četrti opravek, pa v bistvu nista nič kaj dosti doprinesle konec koncev. Na nek način gotov sta bile za kaj dobre, gotov tudi za kaj nista bile, ampak suma sumarum bolj ali manj nista toliko pomembne za moje osebno poslanstvo, oziroma morda celo gresta kaj v nasprotju. In lejte, kot jaz te dve aktivnosti opustim, tle ne želim nagovarjati k opuščanju kar vsega, ne? Ampak k razmišljanju o tem, kaj bi bilo, če bi kaj opustil, lejte, kaj se zgodi. Z manj dela sem dosegel še več učinka na svoje osebno poslanstvo, kot sem ga prej za več dela. Torej, manj konkretnih aktivnosti, manj aktivizma, pa več učinka za moje osebno poslanstvo. Zdaj, kaj govorim? Kaj je to poslanstvo in vizija? Če dam prvo metaforo plezanja po lestvi. Lejte, naši vsakdanji opravki so, da vsi plezamo po nekih lestvah. Ampak, če ne dam lestve na pravo steno, ali pa na pravo drevo, ali pa na pravo streho, to je poslanstvo. Ne? Ko to jaz svoje plezanje usmeram, pol ne bo nič. Čisto vse naplezam ali ne. Če ni na pravi steni, na pravem drevesu, ne bo nič. In druga metafora, sekanje pragozda ali pa rečemo gradnja tunela ali pa karkoli. Če mi samo sekamo ta pragozd, pa delamo en koridor skozi njega, super, veliko delamo, veliko popravkov je, ampak če ni to sekanje usmerjeno, pa pridemo nazaj na isto izhodiščno mesto, torej če ni zadaj poslanstva in vizije, potem je tudi to sekanje bilo brez veze oziroma celo škodljivo. Ne? Zato bi rad opozoril na 3 vidike vodenja. Vodenje v širšem smislu, torej jaz kot voditelj moram skrbeti za 3 svoja osebna področja delovanja. Prvo področje, ta moder krog, je proizvajanje. To je, kaj jaz proizvajam. Kaj to zdaj pomeni za duhovnika proizvajati? Ne? To se sliši v neki tovarni, kjer delajo neke filtre ali pa neke sokove polnijo, je jasno, kaj je proizvajanje. Ne? Kaj je za duhovnika proizvajanje? To so vse tiste aktivnosti, ki prispevajo k dvigu nekih kazalnikov, ki jih vpišemo v statistike. Ne? Proizvajanje je imeti verouk, kar sicer samo zase je, kako bi rekel, je grdo pa ponižujoče, da rečemo, da proizvajamo znanje, ne? Ampak želim se prav za nalaž prestaviti v te malo bolj industrijske termine, da bomo razumeli to razliko med temi 3 krogi. Torej, proizvajanje je tisto, da jaz konkretno delam, ne? Kar lahko mogoče naredi tudi kdo drug. Recimo, verouka nimam več sam vsega, ampak ga ima en del katehist. Oznanila napisati, ne? A jih jaz napišem vse sam, ali en del oznanil napiše nek laik. Ne? To je proizvajanje. To, da stvar na koncu obstaja sploh. In tega mora biti glavnina, da se razumemo. Glavnina mora biti tega, ampak vendarle ostala 2 krogca sta tako pomembna, da jih ne sme biti nič. Drugi krogec, rdeč, je namreč upravljanje. Kaj pomeni upravljanje?
Upravljanje pomeni, da jaz to župnijo ali pa to svojo organizacijo, socialno akademijo, upravljam tako, da bo proizvajanje dobro teklo. Recimo, da zame upravljanje pomeni, ko odhajamo v tujino na razne seminarje, da znanje nazaj not prinašamo in da ga nekako skladiščimo, da imamo en sistem tega, kako mi znanje not prinašamo. Ali pa zame upravljanje pomeni, da postavim sistem, koliko prej mora človek javiti za dopust, ker pri neki šoli je to mogoče bolj logično, ker so pravilniki pa kolektivne pogodbe pa tako, ampak pri neki nevladni organizaciji, ki prideš iz neke prostovoljne ravni na neko profesionalno raven, moraš pa vse te sisteme iz nule izumiti. In zame je to upravljanje osebno velik problem. Veste, koliko je teh sistemov? Sistem spremljanja kakovosti, kako se mi prijavimo na razpise. Sistem, kdaj se hodi v službo, pa kdaj ne, pa kako ga postaviti za to, da bo približen klapal med tem, da bojo ljudje zadovoljni, pa med tem, da se bo kaj naredili. Ne? Sistem čiščenja prostorov, sistem malc. Ne? Polno teh sistemov je za upravljati. Kot en vodja nevladne organizacije, trenutno nas je 6 v pisarni, pa še mnogo prek študentov pa prostovoljcev, ki niso proizvajanja in mene kot voditla velikrat zanese v proizvajanje. Danes jaz proizvajam, danes jaz vodim en trening, eno usposabljanje, trening je grda angleška beseda za usposabljanje, pa tole tudi mogoče ni glih usposabljanje, ne, ampak je bolj predavanje. Ampak danes jaz proizvajam, jaz imam eno Excel tabelco, kamor bom opisal pastoralni tečaj Maribor, 110 udeležencev, ena pedagoška ura mojega konkretnega dela. To je za spremljanje tega, smo sploh učinkoviti ali ne. Ampak danes jaz zdajle nisem nič v upravljanju, niti nič v tretjem krogu vodenja. Torej, upravljanje, gradnja podsistemov, da bo to delovalo. Recimo tipični primer, župnijska oznanila. Župnija brez upravljanja bi izgledala tako. Odprem prazen Wordov dokument, pa rečem, a bi imeli zdaj že oznanila? Ja, saj že kar dosti časa minili, dajmo jih res imeti. Ok, kako bi jim bilo naslov? Dajmo jim naslov oktobrski plodovi. Super, dajmo si en logotip zmisliti. Kaj bi bila prva taka novica? To bi bilo brez upravljanja, vse iz nule. Taka oznanila bi mi pobrala 14 ur dela, recimo. Če pa imam upravljanje, to vem, da vsaj nekaj vsi imate, je pa že nekaj prednatisnjeno, nekaj prednastavljeno, za določene rubrike so določeni zadolženi, koledar dobim od tukaj, ne vem, kako to poteka pri vas, ampak imam pa mogoče uro pa pol dela. Zato, ker je upravljanje dobro, imam s proizvajanjem veliko manj dela. No, tretji krog je pa ta rumen, je pa vodenje. Vodenje je pa nekaj več kot upravljanje. Management pa leadership je tudi bilo, recimo, je tudi večkrat uporabljeno. Kaj pa je to vodenje? Dajmo to pogledati še enkrat pri lestvi. Proizvajanje je, da plezam gor. Upravljanje je, da znam lestev prstaviti. Da znam sploh naštimati stvari tako, da bo lahko kdo plezal. Vodenje pa sploh ni fizično delo, ampak je tuhtanje in na koncu eno povelje ali pa ideja, kam sploh prstaviti lestev. In voditelj ni nič fizično naredil, ampak je bil vsem zelo, zelo pomemben, ker je pokazal to pot, ker je pokazal pravo steno. Pri pragozdu podobno. Recimo, da je 10 ljudi, od tega jih 7 proizvaja, se pravi, imajo svoje sekire, sekajo, odnašajo in tako naprej. Mogoče 2 upravljata. Upravljata, se pravi, skrbita, da so sekire nabrušene, skrbita, da je malca pa voda tam, skrbita, da se odnaša tok, da nekje ni zastojev in tako naprej. To je upravljanje. 7 plus 2 je 9, eden je pa v vodenju, je pa v tem rumenem krogu in mogoče bo zgledal in bo sovražen, ker nič ne dela v resnici, ampak on pa usmerja, on pa kaže to pot, razmišlja o tem, kam, kako, in dela predvsem s temi upravljavci, malo tudi s proizvajalci, ampak manj, pri kazanju te poti. Torej, proizvajati pomeni delati, upravljati pomeni učinkovito delati, voditi pa pomeni delati prave stvari. In moja teza je, da je vodenje tako sebe, ker samega sebe moram voditi in drugih, edini način, da upoštevamo svoje poslanstvo in da delamo prave stvari. In da če res hočeš odgovoriti na ta svoj goreči grm, ne moreš brez vodenja. Ne moreš samo z nekim proizvajanjem in upravljanjem
odgovoriti na ta goreči grm, ampak moraš vedno imeti v sebi to komponento vodenja, ki te usmerja v skladu s tem gorečim grmom proti tvoji obljubljeni deželi. No, in zdaj v tretjem delu še predstavljam neko idejo 6 korakov, ki bojo na nek način za vse nas izpraševanje vesti. Na nek način bi pa lahko bili tudi vprašalnik, ki bi nam pomagal izdelati svoj oseben voditeljski profil. Zato, ker pri stilu vodenja je zelo pomembno, da ti res si v skladu s samim seboj, tako kot je Boštjan rekel. In tukaj nekako želim v teh 6 korakih vas povabiti, da razmišljamo o sebi in o tem, kakšen sem jaz kot voditelj. Prvo stvar, ki se mi zdi, da se jo je smiselno vprašati, je, čez kaj vse sem postavljen. To mislim v smislu prilike o talentih, kjer reče, v malem si mi bil zvest, čez veliko te bom postavil. Mi zaradi vseh tajkunskih zgodb in podobnih čutimo to, da je nekdo čez nekaj postavljen, to je sigurno povezan z neko zlorabo in tako naprej. Ampak, če berete Anselma Grüna, je to povezan seveda predvsem z odgovornostjo. Je to predvsem nek močan goreči grm, ki je bil in ki si ga ti pol sprejel in ki ga ti pravzaprav zdaj živiš v neki odgovornosti. In tukaj je glavno vprašanje to, da ni samo župnija tisto, čez kar sem postavljen, ampak je mogoče še marsikaj drugega. Da sem tudi jaz na socialni akademiji, nisem postavljen sam čez socialno akademijo, ampak sem tudi vodja tega projekta, pa onega projekta, pa tretjega, pa vodja sektorja izobraževanja, pa vodja tega in na koncu pride seznam 15 stvari, za katere sem v resnici odgovoren. In moram biti v bistvu 15-krat voditelj. Zakaj? Zato, ker ne znam dobro upravljati in si voditeljev na drugem nivoju nisem vzpostavil. In ljudje prevzemajo odgovornost, ampak za take male zadevice, jaz moram pa pokriti celo piramido od direktorja, pa še do drugega nivoja, pa še tretjega. In sem čez vse to postavljen, pa čeprav bi rad imel ljudje, ki bi bolj prevzemali odgovornost za večji del organizacije ali pa za večji del župnije v vašem primeru, ampak ta seznam potem postane kar naenkrat zelo dolg. A sem res vodja samo župnije, ali sem tudi predsednik sveta zavoda v našem župnijskem vrtcu, ali sem tudi vodja župnijske Karitas, ali sem tudi vodja 3 zakonskih skupin, ali sem duhovni vodja pri nekem gibanju, ali sem tudi duhovni asistent pri skavtih, ki je tudi neke vrste oblika duhovnega vodenja in ta seznam potem pride že kar ohoho. Da ne rečem, da smo mogoče še v privatnih krogih, saj laiki, tudi vodje svojih družin, pa mogoče še kakšne prostočasne aktivnosti, pa tako naprej. Torej, seznam vseh subjektov, ki jih vodim, je smiselno zapisati kot prvi korak vsak od nas. Potem v drugem koraku poslanstvo in vizija. Tukaj je treba ločiti moje osebno poslanstvo in mojo osebno vizijo na eni strani in pa poslanstvo in vizijo tistega subjekta, ki ga vodim. To sta dva različna. Recimo, če vodim župnijo pa 3 zakonske skupine, ima župnija eno poslanstvo in eno vizijo, medtem ko neka zakonska skupina ima spet drugo poslanstvo in drugo vizijo. In do tega ni smiselno, da jaz sem edini, ki to čuti, ki to poglablja, ampak je smiselno, da do tega prihajamo v občestvenem duhu, da se sestanemo, da razmišljamo skupaj, da beseda da besedo, da razločujemo in da z vsakim subjektom posebej vsaj en del namenimo temu poslanstvu in tej viziji. Torej, kaj res ugotavljamo, da je naša obljubljena dežela in kaj je naš goreči grm v tem subjektu. Za vrtec posebej, za župnijo posebej, za Karitas posebej, za zakonsko skupino posebej. Mogoče se vam to zdi ogromno preveč dela in tudi je, ampak to se da upletati v delovanje na ta način, da ljudje prevzemajo svoj del odgovornosti, da se postavlja vprašanja, zakaj sploh, ne samo kaj bomo delali, ampak zakaj sploh. Torej, za vsak tak subjekt bi bilo v idealu smiselno razmišljati v eni občestveni ravni o poslanstvu in viziji. Kako to narediti? Ne bomo se dolgo zadrževali, ker sem že kar tudi sam zelo blizu svoje minutaže. Recimo, sam za hec vam predstavim univerzalno izjavo o poslanstvu, ki jo pol vi v bistvu samo tele besede zamenjate s svojimi
pa boste dobili poslanstvo tega vašega subjekta. Zgleda enostavno, ampak če ne boste šli s skupino skozi ta proces, ne bo nič vredno. Torej, izboljšati kakovost življenja naših deležnikov na naš način. In zdaj vi za neko zakonsko skupino rečete, kaj pomeni pri nas izboljšati. Ne vem, pomeni imeti dobre odnose, imeti urejene družine, imeti neko občestvo zakonsko, ki bo, tudi, kaj pomeni kakovost življenja. Mogoče je to, da sam sebe kot kristjan formiram in tako naprej. Kdo so naši deležniki? A smo sami mi zakonci, ali so naše družine, ali je tudi širše občestvo naši deležniki, od te naše zakonske. A želimo biti bolj vase usmerjeni, tako kar recimo je pri zakonskih skupinah Najina pot, kjer sem jaz, pri Patlu Vitalu Vidru, je jasno, smo vase usmerjeni, v okolje ničesar ne dajejo. Ali gre to tudi širše, v neke aktivnosti za izven. In na naš način, kakšna je naša metoda, ki jo uporabljamo. In pol to malo se o tem 1 uro, 2 pogovarjamo in pridemo, ampak se moramo res dobro pogovarjati, če imamo kakšnega moderatorja, še toliko boljš, in pridemo do izjave, recimo, ne vem, krepiti medsebojne odnose znotraj zakoncev in med zakonci, zato, da bojo zgledne, urejene družine z polno notranjega miru, ki bodo tudi navzven sijale neko občestvo in osebno vero, ali pa nekaj takega. In tako sestavite svojo izjavo o poslanstvu. Zdaj, če ste videli, ko sem tole govoril, sem prevajal te taleve besede v neke svoje. In tako se da za vsak subjekt in zame osebno, da se razumemo, sestaviti neko osebno ali pa skupinsko izjavo o poslanstvu. In pa vizija, da se vprašamo, kako bomo mi izgledali recimo leta 2017 ali pa kako bo svet okoli nas izgledal leta 2017. To pa zahteva malo več konkretnosti že od nas, ker to pol vodi v nek tudi konkreten načrt. Poti do prepoznavanja tega osebnega poslanstva in vizije so seveda različne. Meni osebno so najbolj pomagale duhovne vaje v tišini, spominjanje svojih starih zapiskov, svojih dogodkov, ki so mi bili na poddan, opazovanje darov in talentov, ki so mi bili dani in kako so se ti že manifestirali, kaj je ves čas že odmevalo v meni kot neko hrepenenje, igre, ki sem se jih rad igral v otroštvu, to je en dober nasvet od patra Anselma Grüna, imate tudi video na našem YouTube kanalu, fantastična stvar prav za vodenje, skupina mi lahko pomaga, moderiram proces, torej to so vse metode, kako prideti bližje temu svojemu gorečemu grmu in svoji obljubljeni deželi. Tretji korak, ko zdaj, če razumete, sem definiral, čez kaj sem postavljen in za vsako od teh sem zdefiniral, kam hočemo iti. Zdaj moramo pa prepoznati osebne darove, ki jih imamo, zato, da bomo tja tudi res prišli. Nas Bog ni pustil samih v tem. Nam je Bog dal, tako kot Mojzesu, še dodatne, s tem, ko nas je postavil čez nekaj večjega, nam je dal še dodatne darove. Mojzesu, vemo, katere stvari so bile še dodatno dane, da je lahko vodil, tudi če se je sam sebe doživljal, da ni dovolj močan. In jaz bi tako rekel, ko si čez nekaj postavljen, recimo prvič župnik, ali pa prvič dekan, ali pa prvič na pastoralni službi nekaj, jaz verjamem osebno, da takrat, ko sem čez nekaj večjega postavljen, mi je Bog tudi nekaj več darov dal. In če jaz v sebi, to zgleda malo egoistično pa egocentrično, ampak če jaz v sebi ne prepoznam teh darov, Bog mi mogoče daje to, mogoče to, je tako, kot da mi Bog daje eno darilo, jaz ga pa sploh ne odprem. In logično, da pol ne bom dober voditelj, če sploh nisem odprl tega darila, ozavestil teh darov. In prilika o talentih me nagovarja ravno v tem, da ko sem nekaj naredil, mi da še več talentov in te talenti seveda niso zdaj za zapraviti, tako kot pri priliki o izgubljenem sinu, ampak so spet za investirati na novo. In zelo se mi zdi pomembna tudi povratna informacija, tako pozitivna kot negativna. Z Alešem Čerinom, ko vodva te delavnice, vodim torej sem, ena vaja znotraj teh je, to so za ŽPS-je, take kratke delavnice, povabljeni, če želite, da prideva na vaš ŽPS, prideva za ston, če da kdo za kakšne potne stroške, ni problem, ampak samo izvedba pa popolnoma za ston. Prideva in v bistvu ena taka vaja je, da si člani ŽPS na hrbet napišejo, katere njihove voditeljske, katere veščine prepoznajo pri
sočloveku, pri sočlanu ŽPS, da si napišejo na hrbet. Ne? In to je za ljudi, ampak do zdaj so še vedno napisali, ampak to jim je bilo tako težko na začetku in potem soočati se s tem pozitivnim feedbackom, pozitivno povratno informacijo. To je tako nekaj, ne vem, saj se nič v resnici ne zgodi, pa parlamentira o tem, ampak jaz imam občutek tist nekaj globokega, nekaj svetega, ko si priznamo te darove, te voditeljske veščine, ker moram vam povedati, tudi jaz, če ne bi v svoji mladosti, ko sem bil mal zaradi svojega vida odrinjen na rob družbe in mal asocialen in tako naprej in ne želel iti sploh pred ljudi, če ne bi toliko pozitivnih feedbackov dobil na svoji voditeljski poti, na svoji rasti, najprej kot animator, pa pol kot scout, pa pol še drugje, ne bi sploh odpiral teh dodatnih daril talentov in se ne bi razvijal in ne bi bil nikoli postavljen čez nek, saj je čist majčkan delček, čez kar sem, ampak zame je to velik, ne? Če teh daril ne bi odpiral prek pozitivnih povratnih informacij, ne vem, če bi se to zgodilo. Torej, sprašvati se, kateri darovi so mi podarjeni in kakšen naj bo zdaj zaradi tega moj stil vodenja. Četrti korak, prepoznavanje tudi drugih in drugih poklicanosti. Da ne bom vsega delal sam, moram te 3 korake, ta zgornje 3, delati tudi z drugimi. Drugim pomagati, da se formirajo kot moji podvoditelji ali pa nekoč celo, da me izrinejo kot voditelja. Ne? Neko zakonsko skupino zdaj še jaz vodim, ampak že formiram ljudi, da bojo voditelji po tehle korakih 1 do 3, ne? Jih že formiram, da bojo oni nekoč sami to prevzeli. A ne? Torej, Mojzes je dobil brata Arona, ki ga je dopolnjeval in v tem vidim tisto, da me tudi drugi lahko dopolnjujejo. Več o timskem delu in podobnih veščinah najbrž ste že večkrat poslušali. Pomembna se mi pa zdi zadnja točka, upoštevati njihov celoten nabor vlog, ne le tistih, ki so vezane na župnijo, recimo. Če je nekdo organist, ne, ni najprej organist, ampak je mogoče najprej človek, pa družinski oče, pa še to, pa to vlogoma in zraven je tudi organist. In če jaz ne bom njega celostno gledal in krepil z vsemi njegovimi talenti, ne bo nikoli razvil teh korakov 1 do 3 pri sebi, ampak bo vedno v bistvu v moji službi kot nek zaposlen, ki ga bom izpil in pol zavrgel. In se mi zdi, da je tudi skupina, ravno skupina, občestvo je tisti prostor brušenja, kjer se vidi, kdo je za kaj, kdo kaj prevzame, čist po naravni poti se tam voditelji formirajo. Meni osebno so tukaj največ dali skauti, kjer si postavljam pred neke izzive in se vidi, kdo v določenem trenutku stopi naprej. In jaz, ko sem bil voditelj popotnikov, pa zaradi svojega slabega vida, sem prevzemal odgovornost, ampak ko smo šli po zajlah plezati, jaz tam še zase komi skrbim. In so popotniki zame skrbeli, kam naj stopam, ker skal, še posebej, če gre navzdol, ne razločam več 3D dovolj dobro, kljub temu, da sem jaz formalno za njih kot vodja prevzemal odgovornost. Ne? In to je tisto zaupanje v najbolj materializirani obliki, da imaš te brate Arone, ki v določenem segmentu prevzamejo vodenje. V angleščini temu rečejo distributed leadership, porazdeljeno vodenje. 5. korak so moje veščine. Mi se mi zdi v cerkvi velikrat, v teoriji vse vemo, na ravni veščin pa ne znamo izpeljati. Velikrat vemo, kaj bi bilo treba narediti, ampak noben se tega ne loti. Čist konkretne veščine, kot so vodenje skupine, to so te krogci tukaj, ne? Bombonček, ki predstavlja tehnike motiviranja, tehnica, ki predstavlja evalviranje, a znamo ovrednotiti nek farni dan ali pa neko misijonsko nedeljo v župniji ali pa nekaj. Ne? Klicajček, ki pomeni pobudništvo, torej ja znam svojim nadrejenim nekaj preko ustreznih komunikacijskih kanalov in na ustrezen način posredovati, da se bo nekaj spremenilo, če mene nekaj onemogoča kot voditelja. Strela, ki je reševanje konfliktov, a znam uporabljati jaz sporočila, pa jih, ne? Žaranca, ki je inovativnost, a delamo vse tako kot lani, ali znam na podlagi svojega gorečega grma nekaj narediti tudi na nov način. Ne? In podobne veščine. Usposabljanja za vse te veščine obstajajo v cerkvi in izven njih, ampak na Socialni akademiji, kjer se s tem področjem dosti ukvarjamo, opažamo, da sploh znotraj ožjih cerkvenih sodelavcev veliko rajš, tudi mene, ki me povabijo, gospod Cepin, a bi vi predaval, a bi vi prišel nam predavati, ne?
O čem pa? Ja, karkoli, to, kar imate vi, ne. Se pravi, vsebina sploh ni važna, važna je samo, da je metoda predavanje, torej, da se ne bomo nobene veščine naučili, ampak da nam boste samo malo obzorja odpirali, ne. Tako si jaz to razlagam, ne, pa ni tako mišljeno, ampak dejansko trening veščin, ki je trening, ki moraš stvar 10-krat ponoviti, da jo pol znaš, je popolnoma sekundarnega pomena. No in še zadnja točka, ko sem zdaj sebe postavil, druge postavil v štirki, svoje veščine okrepil, v petki in v šestki še zagotavljam delovanje teh podsistemov, se pravi tisto upravljanje, da oznanila tečejo skoraj brez mene in če grem za 3 tedne za 2 meseca na bolniško, bojo še zmer tekla brez mene. Ne? To je pa to zagotavljanje tega delovanja podsistemov, ki jih je treba prepoznati in ponavadi se prepoznajo na napakah. Mi smo imeli zdajle socialni teden, najbrž ste kaj zasledili, rekord 70 dogodkov, lani je bilo pa 37. Verjemite, da od lani še nismo imeli toliko robustnega sistema izdelanega, da bi požaril kar 2-krat več dogodkov, kot jih je lanski. Ne? Ampak smo se na napakah učili in za drugo leto je naš sistem boljši, bo bolj robusten. Ne? Nismo še zevalvirali, nismo ga še okrepili, ampak na napakah se dajmo jih študirati, zakaj je prišlo do njih in dajmo te sisteme stalno izboljševati. To je ta raven upravljanja, tisti rdeč krogec, če se ga spomnite. Ne? In tako nekako jaz bi rekel, da svoj voditeljski profil zaključim in si ga postavim. Zdaj, jaz osebno ne verjamem, da bo kdo res doma se usedel pa teh 6 korakov začel delati, pisati pa tuhtati, ampak upam, da je vendarle bilo nekaj namigov in spraševanja tukaj. Če bo pa kdo to naredil, pa toliko bolje. Zakaj? Zato, ker meni osebno pogledati nase kot na voditelja pomaga pobegniti iz suženjstva preobilice dela. Prej sem pokazal tiste vektorje. Meni osebno biti voditelj, pogled nase kot na voditelja, da jaz usmerjam nekaj v skladu z nekim poslanstvom in vizijo. To meni pomaga, da ne vidim samo 200 aktivnosti, ki jih imam, ampak vidim tudi tisto uresničevanje te obljubljene dežele, ki se sproti napajajoča se iz mojega gorečega grma uresničuje. In me pozitivno motivira, ne pa da je samo na vojska od zadaj. Pogledati nase kot na voditelja mi pomeni tudi utemeljiti, utrditi svojo identiteto in poklicanost. Se mi zdi, da danes je potreba po identiteti in poklicanosti še posebej velika in da zelo težko brez tega živim. Moja identiteta je seveda sestavljena iz večjih identitet. Sem oče, sem mož, vodim socialno akademijo, vodim določene projekte, rad tečem. To so vse moje identitete in voditeljstvo je tudi ena moja identiteta in mi to pomaga priti bliže k sebi in mi bolj razumeti sebe in svojo identiteto. Pogledati nase kot na voditelja mi pomaga postaviti prioritete, kaj je pomembno in kaj ni. Ne, da mi to ratuje, ampak mi pa pomaga. Pogledati nase kot na voditelja mi pomaga bolje razumeti, zakaj se kdaj počutim osamljenega. Zato, ker čim si ti na vrhu piramide, se velikrat enostavno, ker ni na horizontalnem nivoju nikogar drugega, se počutiš osamljenega. In ko se zaveš, to ni zato, ker me ljudje ne bi marali, ampak enostavno zato, ker sem na vrhu piramide, kjer je prostor pač samo za enega. In z veseljem grem stran iz tega vrha piramide, večina od nas to reče, ampak vendarle zdajle sem na vrhu in na vrhu si velikrat osamljen. In to mi pomaga, da tega ne vzamem osebno, ampak čisto strukturno, to osamljenost. In zadnja stvar, ki se mi zdi najpomembnejša, pogledati nase kot na voditelja mi pomaga obnoviti zavezo z Bogom, oziroma začutiti, da me ljubi Bog tudi na tak način, da mi nekaj zaupa. Da me ne ljubi samo kot Božjega otroka, nezrelega, kot služabnika, kot tistega, ki bo sicer zelo tolažeče in lepo rekel, Matej, vse bo poskrbljeno, zate bo vse poskrbljeno. Tudi tako me ljubi, ampak me ljubi še na en drug način. Ljubi me tudi v smislu evangeljskega odlomka, ki sva si ga z ženo zbrala za poroko, v smislu vas pa sem imenoval prijatelji, ne več služabniki. Zato, ker veste, ker delate, kar vam naročam, torej, ker sledite svoji obljubljeni deželi, nekaj je to za najin zakon osebno pomenilo, da nisva sama se izbrala, ampak naj jo je on, da to verjameva,
a ne? Ker to je vedno kanček vere zraven, tisti goreči grm tudi pri Mojzesu, jaz sem gledal en film, pol je kar čist drug kader. Nič jasen, a je to zdaj bilo res ali ni bilo res ali kaj, ne? Tudi pri nama z ženo mogoče je lahko tako, a ne? Da včasih seveda, kdaj, a je to zdaj bilo ali ni bilo ali kaj, ne? In mi pomaga razumeti, da me Bog ne ljubi le kot otroka, ki jim bo zame poskrbel, ampak me ljubi še bolj. Na ta način, da me je iz služabnika tudi povišal v prijatelja in mi je dal po svoji Bogu podobnosti tudi talente, da lahko en košček njegovega stvarstva, en mali košček njegovega stvarstva tudi soupravljam. On ga vodi, seveda, ampak jaz od njega to vodenje dobivam in ga soupravljam. In to je zame ena čudovita Božja ljubezen, da me on imenuje prijatelja in na nek način sodelavca, soupravitelja, sopoklicanega pri ustvarjanju te obljubljene dežele. Hvala.